Dober dan vsem pod odrom in zdravo vsem naključnim ali zvestim poslušalcem podcasta Odbita do bita. Ja, mi da sva Anže in Maruša. Anže, kaj izbereš, če rečem lahko noč otroci ali pa zverinice ali pa... Ne, samo eno odgovor je na to vprašanje. Ja? Očka se bo fočka. Odgovor je pravilen. To bo epizoda o podcastih za otroke, ki so v resnici primerni tudi za velike otroke, velike in majhne otroke. Z navdušenjem, Anže, sva ugotovila, da imamo dobro izbiro na slovenskem trgu, če je trg primeren izraz, ki pa ni zelo številčna ta izbira. Bomo o vsem tem z gostoma. Hvala, da sta se odzvala vabilo in bosta klepetala z nama. Martina Peštaj, medijska psihologinja, in Miha Goršin, avtor podcasta Očka se pofočka. Živijo. Živijo, hvala za povabilo. Dobrodošla na knjižnem sejmu, dobrodošla v Odbiti do bita. Ej, a je to odbita? Odbita? Odbita. Odbita? Odbita. Ja, odbita do bita. Ful sem se naučil. Gužva kar hitreje mine. Pa gosti so pametni. Kul je. Smešni so. Lušni so. Jaz bi samo rekel, da Miha je z lutko. Miha, Če ni bilo očitno. Miha, to je verjetno Zmajček Grom. Ja, to je Zmajček Grom, Živijo Grom, kako si? Hej, jaz sem ful v redu, sem slišal, da bomo danes šale govorili. Ne, to je odrasel podcast. Kaj? A lahko sem eno? Ja. Lahko. Ja. Če... Kaj dobiš, če združiš dva polža? Cevža! Zdaj pa bomo mi nadaljevali. Očka se pofočka plus subscribe, follow. Martina, zvok katerega Zmajčka ali junaka ali zvok iz mladosti ti zbuja neke prijetne občutke, spomine, lahko tudi z odraščanja, z časa odraščanja tvojih otrok? Ja, v bistvu, kar se mene tiče, ko sem pomislila, ko sem razmišljala o tem, mi je tako čisto spontano prišla tista glasba in uvodna beseda Zverinice iz Rezije smo mi takrat gledali in mi je bilo prav tako hecno, kako je to mi pravzaprav odkot mi je to prišlo, ker jih že zelo dolgo nisem poslušala, gledala, ampak to je neka ena taka stvar, no, v bistvu. Drugače, kar se pa tiče zdaj, kar se pa otrok tiče, se mi pa zdi, da imamo enih kup stvari, ki jih potegnemo ven, tudi neke slogane ali pa neke besede, ki jih vlečemo ven iz stvari, ki jih poslušamo, tudi seveda, ki jih gledamo, ampak kot zvok, kot besede. Anže, audio ti ostane, to je dejstvo, audio imamo zato radi, nekje je, ne pozabiš ga. Imaš kakšen takšen zvok z otroštva? Ja, jaz sem v bistvu ta, ki je vedno za Božič, še vedno na RTV-ju. Ki je Snežak, ki je... Sneženi mož. Tako, Sneženi mož. Bravo. Jaz še vedno gledam. Še Tudi zdaj letos gledam. bo. Ja, verjamem. Mislim, Martina, če ne boš mail dobila. Bo, je že v planu. Ja, tako da jaz ti res tako še vedno gledam, zdaj sploh odkar imam otroke in je res fajn, ker je pač čist brez avdia, brez govora je, ne? In je muska, lepa muska, pa še animacija, mislim, da še vedno stoji. Tako še vedno una animacija, ne vem, je nekaj posebenega. To, brez tega ni Božiča, no, tako bom rekel. Ja. Meni je tudi zanimivo, seveda ti ostane tudi podoba, naprimer slikarja Bojana, ampak zvok bi po moje znala zapeti, pa ga seveda ne bom. Je pa res, da se v zadnjem času sem fanica Zmajčka Groma ali pa Zverinic Radia Slovenija in ko se pogovarjamo o audiju za otroke in se spominjamo nekih časov, se zdi, da pač je audio že od nekdaj zelo prisoten, čeprav, ko pomislimo, so pravljice, so knjige, so pesmice prevladujoče. Podcast je vendarle nek nov, svež format. Kaj mislite, kako ocenjujete, kakšen prostor ima audio za otroke v družbi trenutno? Kaj se vam zdi, ko opazujete uporabnike, starše, otroke? Jaz na to gledam tako malo kot za odrasle, ne? Če se počutim, da bi poslušal neko audio knjigo, je to drugače, kot če sem v moodu za podcast. Ne? Podcast mi da nekaj drugega in se mi zdi, da je zaradi tega priložnost, da tudi otroci dobijo nekaj mogoče drugega ali pa da jih kaj izzoveš miselno ali pa da nek drug format dobijo kot zgodbe. No? Zato se mi zdi
tle ful priložnosti. Ja, jaz mislim, da je to ena čisto svoja zgodba. Tako zanimivo je to v bistvu opazovati, da v tem času, kjer so zasloni tako močno prisotni in kjer vse statistike kažejo, koliko časa v bistvu vsi, ne samo otroci, preživimo za zasloni, da ima pa ta audio, ta zvočnost še vedno tako močen pomen. Če samo to pogledamo, koliko so radiji še vedno popularni, koliko so še vedno vsebine na radiju in potem skozi to seveda tudi podcasti. In jaz sem recimo res mi je zanimivo, jaz imam doma 10-letnika, ki še vedno vsak večer posluša pač pravljico za lahko noč, In to mu je v bistvu zdaj že postalo, jaz mislim, da je to del obreda, da je to ena taka rutina in to je tisto, kar ima tako veliko močno vrednost. Meni, iz lastnih izkušenj, pa tudi potem, ko z drugimi ljudmi, sploh starši govoriš, jaz vedno vprašam, kako pa poslušate. In tako redko slišim, jaz znam to na telefon, pa ga pustim v spalnici od otrok, recimo v sobi od otrok. Se mi zdi, da te pametni zvočniki, pa Bluetooth zvočniki so res velika reč tukaj, ker imaš res lahko neko tako napravo, tako si rekla, brez zaslona, ker nimaš neke slabe vesti, da si jo mogoče dal otroku v sobo, tam ždi, to je strokovni izraz večino časa, potem pa je treba pravljico spustiti, saj tako je pri nas, jo pač kaj pošljemo in začne tam igrati, razen to, da se zdaj hčerka naučila Google Play Macarena reči, kar je zelo slabo, če se mene vpraša. Ena slabših stvari, ki se mi je zgodila v življenju, ampak tako, se mi zdi tako, audio je res, pa da ne bomo zdaj preveč papeški, pa tako, ampak je res, tako, že tako se mi zdi malo bolj humano, za majhne otroke, zelo majhne otroke, če ni tega bombardiranja, skozi zaslon. Prej pa res tukaj tudi neka tehnologija šla naprej. Jaz si ne predstavljam, kako bi to sploh predvajal svojim otrokom, če ne bi bilo teh zvočnikov, ker na radio spraviti nekaj iz interneta je misija nemogoče. Veš, kaj je še fajn, da so nekateri oblečeni v tako gumo, skratka, če padajo ali če jih kdo kam kdaj vrže, se jim nič ne zgodi. Miha, prej sva debatirala o tem, kar omenja Anže. Začel si z ustvarjanjem podcasta za otroke, ker si se vprašal, kako naj otroku daš radio, oziroma kako, da bo poslušal. Ja, jaz sem tudi iskal neke te zvočnike in potem sem rekel, ne, mora obstajati nekaj boljšega. In sem si rekel, ok, mogoče če ni za otroke direktno, pa za starejše, pa sem iskal radio za starejše, ampak potem sem ugotovil, da dejansko obstajajo pametni radiji, če lahko temu tako rečem, za otroke, kjer ti naložiš vsebine na neko mini zadevco, da pol si oni predvajajo kartice, da jim daš to samostojnost, pa da ima, ta radio ima recimo samo 2 gumba, greš naprej, nazaj, bolj na glas, bolj potiho, in to je to. In to potiho ne obstaja. Na veliko srečo lahko v aplikaciji omeniš maksimalno glasnost, če ne je kar težava. Zdaj vsebina je mogoče najbolj resen del te debate, bomo rekli, kako izbirati vsebino za otroke. To ni dilema samo audija ali podcasta, ampak seveda tudi vsebin, ki jih gledamo, ki jih otroci gledajo, ki jih berejo. Martina, ko govorimo o podcastih za otroke, a ne smemo govoriti o vojni ali o smrti, a so kakšne teme prepovedane, ker so premajhni? Na kaj moramo biti pazljivi? To tudi mene zanima. Zdaj ste me našli. Ne, v bistvu jaz o tem veliko razmišljamo. Jaz sicer pač delam za televizijo, ampak sej to so, kar se tiče psihologije otrok, je to enaka zgodba. Jaz mislim, da je pri vseh teh vsebinah vedno najprej treba pomisliti na to, da se jih res dela za otroke. To se pravi, da to niso podcasti o otroci, zato ker to je pač nekaj, kar z odrasle perspektive, neke mogoče bolj pokroviteljske, razlagamo o nekih zadevah, ki se dogajajo otrokom. Če pa ti delaš za otroke, pa to pomeni, da točno veš, za katero ciljno publiko delaš. In to niso potem otroci, a ne se tudi ti verjetno, Miha, veš, da ne moreš delati podcasta za otroke od 2. do 18. leta, ampak se moraš v bistvu opredeliti, ali bodo to predšolski otroci, ali bodo to mlajši šolarji, starejši šolarji, ali bodo to neulovljivi najstniki. Skratka, da to definiraš in da potem seveda poznaš to ciljno publiko in da poznaš, kakšna je,
kako razmišlja, kakšna je njihova koncentracija, ker tudi dolžina je potem odvisna od tega, ne vem, katere teme jih v tistem življenjskem obdobju najbolj zanimajo, s čem jih boš neposredno se dotaknil, koliko junakov zmorejo poslušati, to se pravi, koliko je teh različnih vlog, da jim bodo lahko še sledili, kakšno je to ravnotežje med rečemo v moralnem razvoju, kaj je prav in kaj je narobe, skratka, kako zahtevno je to besedilo, recimo, in vse to je zelo pomembno in na koncu, to, kar smo začeli s tem, kakšen je humor. Humor pri otrocih se v bistvu spreminja tako rekoč z leta v leto in nekateri vici delujejo za mlajše otroke, nekateri sploh ne delujejo, skratka, na vse te stvari je treba misliti in takrat, ko imaš to neko celoto, komu želiš ti nekaj sporočiti, potem pa začneš to vsebino oblikovati na način, da bo prišla do teh otrok. In jaz mislim, da tukaj se seveda, recimo, predšolske otroke recimo najbolj zanimajo teme, ki se tičejo njih, ki so iz njihovega neposrednega okolja, ki jih poznajo, v katerih se varne počutijo, to se pravi družina, ne vem, vrtec, babice, dedki, policaji, gasilci, a ne? Starejši kot so otroci, bolj zahtevne so lahko te vsebine. In tu je treba enostavno pač razmišljati o tem in seveda so tu tudi tematike, ki so zahtevne, ki so v našem prostoru, času, ampak se jih da vedno prilagoditi tako, da jih tudi otroci razumejo. In jaz mislim, da ne, da se jih izogibamo, ampak da iščemo način, kako jih ustrezno podamo za otroke. Miha, a si kje kakšen korak nazaj naredil, pa da kaj ni šlo ven, tako da si se, ne da bi zdaj, povej vse nezgode, ki so se zgodile pri podcastu, ampak samo v luči tega, ko moraš razmišljati, da za otroke delaš, pa kako bi dejansko to za to publiko, a si kdaj nekaj načel, pa ne zdaj zato, ker je bilo dolgočasno, ampak si nekaj mogoče pa ne, recimo, ne. Ja, definitivno imam več stvari spisanih, pa niso nikoli bile objavljene, ali pa sploh nisem začel snemati. Enostavno ene teme ali ne znam, ali pa vidiš, da je toliko preveč, da bi sploh predstavil. Ful dolgo sem hotel predstaviti, ne vem, kako pisati knjigo, recimo. Je ful težka tema. In kako dati zdaj noter ta dramski trikotnik, To epizodo sem pisal ful velikrat, ampak na koncu zdaj sem jo vse spisal, pa bom videl, kakšen bo odziv. In pol to probaš zapakirati čez nekaj, kar oni razumejo. Ne vem, gre zgodba na ta hrib, kaj se začne dogajati pod hribom, kaj se dogaja, koliko je težko, ko grejo na hrib, koliko je na vrhu, si pohodiš po robu in moraš biti na robu svojega sedeža, ko to bereš. In pol probaš pač prek teh stvari, ampak ene stvari res ful dolg v glavi kuham, da dejansko ugotovim, kako to predstaviti. Druga recimo ena taka tema je pa gladiatorji, ki je zelo zanimiva tema, ki se jo igrajo otroci, jo vidijo, jo slišijo, ne vem, ko so kakšni dogodki Rimljani v Ljubljani, kaj takega, ampak kako to zdaj predstaviti, Tukaj imamo od krvi, od suženjstva do ne vem kaj vsega, To epizodo sem tudi pisal, tako po mojem 2 tedna, pa sem stvari ven jemal, dodajal, celo črto, rekel, nikoli ne bom tega napisal, pa spet sem probal, Pa pač probaš, pa vidiš, Velikokrat se srečujemo s tem razmislekom, ker se včasih ljudem zdi, pa se za otroke pisati je najlažje. V bistvu ni res. Ravno zaradi tega se mi zdi, da mnogo lažje, bolj komplicirano razložiš, kaj je gladiatorstvo odraslemu človeku, kot pa na način, da bo to otroka pritegnilo, zanimalo in da bo to razumel, razložiš otroku. In to je čar. In tisti ljudje, tisti mojstri, ki to znajo delati, jaz jih res občudujem. In jaz vedno znova, recimo, ko vidim kakšne nove risanke, ki so res namenjene našim predšolskim otrokom, kakšne kakovostne risanke, ali pa dobro, tudi govorimo o kakšnih radijskih igrah, sem res tako očarana nad mojstri, ki to pišejo, ki to spišejo, kako je to zelo res za otroke. Miha, praviš, da so ene stvari spisane in potem niso nikoli objavljene ali pa šele čez čas. Kako je videti doma to testiranje? Si nekaj zamisliš, celo napišeš in potem greš z listom na mesto pred mikrofon, pred družino, pred otroke in rečeš, otroci, zdaj pa poslušajte, in čakaš, če se bosta smejala, če ti bosta rekla, da si čist beden, objaviš na podlagi tega, kaj preferirata ona dva, ali pokličeš še sosede na pomoč, ali kako je videti to testiranje epizode, če je šala dobra, če bo žgala? Ja, idealno bi bilo, da bi jaz to spisal in pol prebral doma, zaigral in pol videl odziv, Ampak
če sem čisto iskren, jaz ponovadi to pišem v nedeljo zvečer in pol ni nobenega več budnega človeka na tem planetu, ki bi z mano šel čez to. A ne? Tako da nekaj je ideal, nekaj pa, kar se res dogaja, a ne? Je bolj to, da jaz kakšne fore, če so res take, da bi rabo probam že prej, samo foro izolirano, a ne? Ali pa da probam kaj potestirati pa povedati, a bi ti z mano napisal knjigo? Ne, okej. Pol vidiš, koliko jih zanima, kaj jih zanima. Na koncu pač jim dam za poslušati in takrat res pozorno gledam, kakšna je njuna reakcija. Takrat vidim, katera fora užge. Pa se 3-letnik smeji eni fori, pa se 5-letnik, 6-letnik smeji drugi fori. In pol vidiš odziv in pol za naslednjič prilagodim. Pa se nekaj naučim in je v bistvu pol učenje na napakah. Ker se mi zdi, da je bolj, da je objavljen, kad je popolno. No? To je nek moj moto, ker če ne bi nič objavil. No? Seveda moramo pa tudi želimo tukaj omeniti Radio Slovenija. Vse najboljše letos jubilejnemu podcastu Lahko noč otroci praznuje 60 let. Pred 60 leti se temu zvočnemu posnetku seveda ni reklo podcast, ne? Ampak že takrat je javni medij razumel pomen jezika, odgovornosti do vsebin, ki nastajajo za najmlajše. Danes pa zaradi tehnologije audio pravljice poslušajo ne le na prvem programu Radio Slovenija, ampak seveda kjerkoli, pa tudi kadarkoli, ne samo za lahko noč, ampak kadarkoli vmes. Miha, po kom se zgledovati, ko delaš podcast za otroke? Pa je tukaj praktično samo Radio Slovenija s profesionalci, s produkcijo, s tonskimi mojstri. A si iskal navdih v tujini, a si koga sploh vprašal za mnenje, kako si se lotil? Veš, da ko si prišla pred dogodkom do mene, sem googlal, kako narediti podcast. Da bo potem lahko povedal. Ja, jaz pač sem imel ene ideje o tem, kaj bi jaz želel. Izhajalo je to iz tega, da je moj otrok hotel to poslušati. Ko smo se vozili v avtu, je poslušal torkov kviz in to mu je bilo full the best. In ko sem že prej omenil, ko sem iskal te radije, sem tudi videl, da imajo eni ti radiji okoli radija celo skupnost, kjer je dnevni podcast, kjer so izzivi za otroke, izzivi risanja, glasbeni izzivi, zgodbice, toliko enih zadev, ki sem jih pol jaz preposlušal, pa iskal neke navdihe. Ful mi je bil tudi všeč Geeking Out o grških mitih, kjer je nek host in potem ima nek oracle, ki mu govori neke šale, bolj robotsko, in se mi zdi, da to pa knjige, ki jih beremo doma, da je to ful vpliva na neke te like. Pa če sem čisto iskren, ta prvi podcast, pa to, kar je zdaj podcast, je se ful razvil skozi testiranje in probavanje. Moram reči, da Zmaj Grom noro napreduje. To sploh ne šalim. Zmaj Grom odrašča. Martina, še eno reč, ker se mi zdi, da mi trije vsi na medijih delamo, pa Miha zdaj tudi podcast ustvarja, pa se nam mogoče zdi to samoumevno, pa se mi zdi vse, mogoče pa za poslušalce zdi vredno omeniti. Prej Maruša tako zelo na hitro omenila to neko odgovornost, ki mogoče dostikrat manjka pri tej demokratizaciji, ki se je zgodila in televiziji in internetu in podcastom. Kaj hoče RTV Slovenija recimo doseči? To je zelo tak ne široki cilj, ampak kako to odgovornost operati, vse, kar delamo, zdaj, če rečem RTV za otroke, se mi zdi vredno, da... Meni se zdi to ključno in meni se zdi največji problem, ko razmišljam o prihodnosti javnega servisa, ker se pač to vsi javni servisi, vsaj v Evropi, katere poznam, sprašujejo, kaj je njihova prihodnost, se mi zdi, da je točno to, kar mi počnemo, in to je to, da so te vsebine, ki jih mi pripravljamo, so kurirane, to se pravi uredniško vodene, to se pravi so izbrane, so, lektorsko preverjene, so točno namensko izbrane za to skupino, dane tja na ta podcast. To se pravi, da to ni tisto, kar bi stroj izbiral, kar je recimo, ko greš ti na YouTube, a ne, ko otroku pač ponuja vsebine, jih ne ponuja urednik, ampak nekdo, ki pride na naše spletne strani in ko izbira med našimi stvarmi, ve, da bo naletel na stvari, ki so res narejene za otroke, premišljeno, odgovorno tja dane in da za vsako stvarjo stoji urednik in da zraven ne bo reklam in da ne bodo prišli do vsebine, ki bo za otroke neprimerna. Mogoče bo kakšna zgodbica, ki bo enemu otroku ne bo všeč, pa
bo drugemu bolj všeč, ampak v samem bistvu je pa to nekako neko tako nadzorovano okolje. Ne? Jaz vedno pravim, to je taka prispodoba, da otroke v teh zdajšnjih časih zelo težko jih spustimo same na cesto, pa preko ceste, pa v gozd, ampak recimo na YouTube pa, ki je najbolj črn možen gozd. In jaz sem res vesela, da je nam uspelo, da imamo mi to svojo platformo, da imamo te možnosti, da vse te stvari damo nekam na nek splet, kjer so pač v nekem varnem okolju. In ko vedno rečem, da če že dajete otrokom, ne zvečer ali pa zjutraj ali pa ko jejo pač nekaj gledati, dajte iz tega, ker to res veste, da ne more nikamor zaiti, da bo pač dobil tiste vsebine, ki tam so. Ne? Zdaj, kar se pa tiče še mogoče drugega vidika, kaj je tisto, kar je z naše strani tudi odgovorno, ob tem, da razmišljamo seveda o otrocih, je pa tudi to, da ob tem skrbimo tudi za jezik, da je ta jezik res večinoma zborna slovenščina, zato ker vemo, da je sploh pri otrocih, predšolskih otrocih je izrazit jezikovni razvoj in to pomaga, vpliva na to in da so pač res te stvari tako premišljeno izbrane in to je tisto, kar se mi zdi je naloga javnega medija in je tudi naša odgovornost in tudi na nek način naš zelo velik privilegij, da lahko delamo te stvari, da imamo možnost te stvari delati in jih dati našim gledalcem in poslušalcem. Jaz izhajam pač iz tega, da sem pač oče, nimam tukaj zdaj nekih boljših izhodišč, ampak jaz se res trudim gledati na to, da so to poslušalci, to niso neki samo otroci, ampak so poslušalci in delati to z nekim spoštovanjem, jih izzvati s temami, jih izzvati z besedami. Sem že dobil še negativen odziv, da zdaj otroci uporabljajo besede kot so fuj pa ogabno, ampak če jih prej niso, to sam pomeni, da jih niso poznali teh besed, ne vem, kaj ne rečem. Zato je slovensko, mislim, to je zborna slovenščina, tako da mislim, da nimaš težav. Hvala. Mislim, da fuj je legitimna beseda. Ne, ampak zato sem to vprašal, ker se mi zdi, da tvoje reči so, kar se mi tiče, najboljši možen scenarij za neodvisno produkcijo za otroke. Veš, ker če spremljaš, če se samo na podcaste umimo, zdaj bom pa eno stroko, je to kenga šrota, recimo, ki se ga lahko tam najde, pa stvari, ki so brez odgovornosti narejene, pa cela ta mantra, bomo dali vse ideje na sonce in se bodo ljudje sami odločili. Tega je, se mi zdi, da v družbi res toliko, da tega je mene bilo recimo najbolj strah, ko pride, da smo do neodvisne produkcije za odrasle ali pa za otroke. Tako da meni tako po svoje mi je čudež, da je recimo en očka se pofočka, na ta način vam pride, da je, ker se ti vidi, da imaš neko ročno zavoro mogoče zraven, pa da je nek razmislek, pa ne zdaj nismo prišli, da bomo samo hvalili, zdaj pa, ne. Hvala. Hočem samo reči, se mi zdi to pomembno, zato tudi take reči izpostaviti, ker na internetu, zdaj smo pa res, saj jaz sem že čist preveč časa na internetu, da vem, tako je Martina prej, kam vse to lahko zaide, kolikor se ta demokratizacija super sliši, na prvo žogo, zdaj pa zaključujemo sekcijo, kjer hvalimo očka se pofočka, zdaj pa Maruša lahko še naprej. Očka se pofočka, Miha torej pravi, da bi vseeno želel več neke konkurence, poleg tega, kar počne Radio Slovenija. Ti, ki ogromno spremljaš, kaj počnejo druge javne medijske hiše v Evropi, kje smo oziroma kako so audio podcasti za otroke videti v tujini. A imajo več tega, a se tam tudi samo pač en Radio Avstrija ukvarja s tem, tako kot pri nas Radio Slovenija, a smo si kaj bistveno drugačni? V bistvu se večina nacionalnih medijev, jaz poznam pač te javne medije, ki so združeni v sklopu EBU-ja, znotraj teh sodelujem, se pogovarjam z uredniki otroških programov in vsi ti se ukvarjajo s temi podcasti za otroke, ker so ugotovili, da je to nekaj, kar resnično je dragoceno in je vredno delati in otroke tudi pritegne, sploh v tem vsej poplavi. In v bistvu je veliko teh podcastov, zdaj, ko je ta možnost postala, je tako nastajajo na novo, imajo celo svoje pač platforme za to. Norvežani imajo celo nek tak svoj sleepcast, kjer imajo prav te nek lik so razvili, ki pomaga otroke uspavati, recimo, so si tako zmislili. Ideja za gromo, Miha, ti kar zapisujem. Ja, to, Potem vem, da imajo recimo tudi, tudi zgodovinske, ne drame, ampak zgodovinske vsebine na take dramatične načine. Skratka, res teh podcastov je veliko in so zelo
zelo živi, v bistvu vedno bolj živijo. Tako da meni je to res velik izziv in tudi mi že recimo razmišljamo, sreča radio ima krasne stvari, mi na televiziji pa tudi razmišljamo, kako bi naše vsebine spravili v podcaste, ne? Da bi bile tudi te možno jih peljati tudi samo kot audio del do gledalcev oziroma poslušalcev. To, kar si na začetku omenila, ne, med starši je zavedanje, da je ekran nevaren, mislim praktično orožje v otroških sobah, zato se pač tudi popularnost pomika na stran radija in audija na zahtevo. Ko spremljam lestvice priljubljenosti, se pofočka ogromno krat pojavi zelo visoko med podcasti za odrasle, torej podcast za otroke, ki ga starši vestno prižigajo svojim otrokom na poti v avtomobilih, doma. Ampak praviš, da bi si želel več konkurence, še več podobnih idej, sam potem ne boš več tako visoko, veš? Meni je vseeno, prosim, če ne še kdo začne, da mi pove, kako se on tega loti, bom jaz to bolj učinkovito delal. Pa tudi, jaz mislim, da poslušalcem ne bo preveč. No, da jaz, ki zamujam z epizodo, jaz dobim skoraj grožnje od otrok, kje je epizoda. En teden sem bil bolan, so že bili maili, a je vse v redu, a lahko... A dobimo 2. Ja, dobrodošel pri ustvarjanju podcastov, tako je načeloma. Anže, nekaj sva se še pogovarjala, kako otroci drugače poslušajo podcaste kot odrasli. A res 30-krat eno epizodo? Ja, ker jaz nimam še te izkušnje, da je razloži. Pa imamo pogled v statistiko podcastov Radio Slovenija. So to res številke, ki nimajo veze z nobenim drugim, recimo, podcastom. Jaz verjamem, da je tudi pri tebi, ampak bi v bistvu tebe, Martina, vprašal. Ta ponavljanje, a je risanka, a je podcast, skoraj vse. Jaz sem Moano videl 7-krat najbrž že. Nočem več Moane gledati. Z tistim, ne bom, ker jezen sem rad v glavnem. A je to okej? Ja. A je okej? To je zelo okej. V bistvu, zdaj okej, a je tebi to okej, drugo, ne? Ampak hočem ti reči, da je normalno, ja. Če me to sprašuješ. Zato, ker jaz imam tudi, če na Očka se pofočka, se navežem, to ni zdaj, jaz bom do Očka se pofočka, pa bom jaz bral, kjera epizoda bo. Ne? Jaz dobim navodila, katero dati, pa se pa sam kregamo, koliko jih bo. Tle smo zdaj, ne? A bosta 1, bosta 2, 3. Ali bo 3, 6-krat. Ja, tako, ja. Ne? In rimljanski veceji, sem jih tudi najbrž slišal večkrat, ko sem gledal Moano. Miha, tako bom rekel. Jaz se upravičujem. Jaz res vem, da eni starši so prepovedali podcaste, drugi kot v avtih, ker je pač to noro. Ja. Jaz se trudim, da je podcast poslušljiv, če ga poslušaš 30krat, ampak To je čisto razvojna značilnost, ne? To smo tudi mi vidimo pri risankah, ki imajo tudi takšne številke ogledov na spletu, da smo res fascinirani na tema, ne? Ampak tu se potem tudi vidi, kako v bistvu aktivna publika so otroci, ne? Ker oni to ne poslušajo zato, da pač neki poslušajo eno mrmranje, ne, oni hočejo točno določenega poslušati in točno vejo katerega in potem so pozorni na določene dele in vsakič nekaj novega slišijo in to je to ta čar, ki ga audio v bistvu prinese. Audio možgane drugače zaposli, kot jih zaposli recimo televizija, čeprav seveda gledajo tudi velikokrat normalno, ampak zanimivo je tudi ta aspekt, da audio zelo močno vpliva na to, na možgane in na domišljijo. Ne? Oni si sami te slike čarajo in potem, ko to večkrat, ko to poslušajo, bolj si gradijo te slike in oni imajo cel svet sestavljen iz tega, kar pravzaprav slišijo. Ne? In to je tista recimo dodana vrednost audija, ne? Ker pri slikovnem materialu ti pač stvari vidiš, slišiš, vse to povežeš med sabo, razumeti moraš, sprejeti moraš, a ne? Pri audio je pa ta čar, da v bistvu, da ne obremenjuješ oči, ampak si pa aktiven poslušalec in si v bistvu to, kar ti poslušaš, si sam slikaš v svoji domišljiji in to je tisto čudovito pri podcastih, po moje. Ja, jaz sem hotel reči, da potrdim, da so ene epizode neverjetno bolj popularne. Ne? Ene sicer pričakujem, pričakoval sem, da bo Mamut ful popularna epizoda, pričakoval sem, da bo Rimsko stranišče ful popularna. Pa za ene sem mislil, da bojo, pa enostavno niso. In potem so ene epizode, ki te preseneta, ne vem, luknje v siru, bakterije, te so top 10 epizod še vedno, jaz ne vem, kdo to posluša, hvala. Ampak nisem si mislil, da bo neka taka težka tema o bakterijah toliko popularna. Tako da ja, tudi mene presenetno.
Jaz sem zdaj že parkrat zasledil tako na internetu, ko pač neke strokovnjake, ki potem razlagajo, ne, kjer zdaj smo že prišli v neko fazo, kjer recimo podcasti pa televizija, ne, ki nima te povratne zanke, pa dopamina, zaslona na dotik, pa telefona, ne, je zdaj že tako skoraj kot vitamini, ne, zdrava reč že za otroke postala. Ne, ker v mojih časih, jaz sem 40 star, hvala, je bilo televizija najslabša stvar, ki se je zgodila človeštvu, ki nam bo vsem segnila možgane, ne, sploh, ker smo jo preveč. Zdaj smo pa, ker je telefon prišel, ker je internet prišel, ker so družabna mreža prišla, smo že tako daleč, da zdaj je že televizija ali pa recimo tudi podcast tako, Olajšanje. kar glejte otroci. Ja, olajšanje, Ne, v resnici. Ja, Ja. ne, je hecne. Jaz, ko sem se 25 let nazaj začela ukvarjati s tem, seveda, tako kot si je rekel, televizija je bila dežurni krivec za vse slabe navade naših otrok. Ne? Zdaj pa strokovnjaki pravimo, dejte gledati televizijo, vzemite si čas, usedite se takole na zofo v nedeljo popoldne in skupaj nekaj poglejte. Ja, a ne? ampak ta skupaj- skupaj, Ja, skupaj. no to, To je pa ena taka mantra trenutnega časa, ne skupaj. Jaz vem, da večina teh zadev, zasloni so sploh ena taka stvar, ki jo starši, vsi, tudi jaz, pogosto uporabljamo za to, da pridobimo nekaj časa zase, a ne? In otroci to gledajo, kar jaz vem, ni nič narobe, sploh če je to nekaj, kar je mogoče, kar gledajo, pa poslušajo nekaj dobrega, ampak je pa res dragoceno, če si uspemo vzeti trenutek in pogledati te, ali pa poslušati te stvari skupaj z otrokom, ker jaz vedno pravim, da je to takrat potem eno okno v otrokov svet, ker otrok to komentira, otrok to doživlja, vidiš, kdaj je vznemirjen, vidiš, kdaj se smeji in to je tisto, kar je v bistvu najbolj dragocena stvar. Ne? In če to uspemo, in zato je tudi tako lušno, recimo, ok, zvečer mogoče res sam poslušal pravljico, ampak da ti reče, da mami uleži se k meni, pa skupaj poslušava, pa to je najlepše povabilo, ki ga lahko dobiš. To pomeni, da si otrok želi, da si skupaj ti v tej njegovi izkušnji. Ne? Ali pa to recimo, da res v avtu skupaj. Mi v avtu, ker sta pač fanta že toliko večja, poslušamo ponavadi Globalno vas. Ne? In to je zakon. Mi to poslušamo lahko ure in ure, ko se kam vozimo. Ne, tako za vse za nazaj in to potem se o tem še pogovarjamo in to je res nekaj, kar nas v tistem trenutku maksimalno poveže in to je dragoceno. Ne vem, s čim bi zaključili, ker se mi zdi, da se je že med pogovorom tehnica... Grom bo šalo povedal, pa gremo, Maruša. Ker se je tehnica absolutno nagnila v smer audija. Mislim, to je sicer tako vprašanje kot 40 let nazaj, ko so ob prihodu MTV-ja se spraševali, če je pač to res konec radija, ne? In res ni bil. Kam bomo dali podcaste za otroke? Več tega zvečer, zjutraj na poti, Miha bo dobil močno konkurenco, Prosim. audio bo premagal video, ekran je slab, dajmo si zvočnike v otroške sobe. Prej smo ful hvalili te zvočnike. Velika razlika je med Bluetooth zvočnikom in pametnim zvočnikom, ker pametni zvočnik ima seveda. mikrofon, ki je priklopljen na internet. Tako da še vedno daješ mikrofon od mene megakorporacije v sobo svojih otrok, ne. Tako da jaz sem veliko večji fan Bluetooth zvočnikov. Poglejte pametne radije za otroke, tudi Ja. obstajajo. Tudi, Tako. ja. Tako, ja. Martina, Jaz bi pa kaj boš rekla na koncu? da bo to vse nekako ostalo. Jaz mislim, da to se ne bodo stvari tako drastično spremenile. Je pa res, da izbira staršev bo verjetno tista, ki bo nekako vodila ta trend in ko bodo ugotovili, da je teh zaslonov res preveč, jaz mislim, da bodo takrat prišli še bolj do izraza ti audio vsebine oziroma programi. Jaz se to, audio je popularen, podcasti so gotovo trend, ampak v resnici je vse skupaj način življenja, vzgoje, odraščanja. Če pač otrok od malega odrašča z audijem, z pravljicami, s knjigami, zvočnimi posnetki, bo verjetno v prihodnosti Tudi se to sama, nekje ne? tako opazilo. Miha? Ja, jaz upam, da bom dobil kakšno konkurenco. No. Tudi jaz se ful dolg nisem lotil tega, potem pa po enem tednu družinskega bruhanja sem bil verjetno toliko nor, da sem kar začel snemati. Zdaj sem mislil, da bom vsak dan eno epizodo posnel. Prvih 5 je bilo 5 dni, to bo vsak dan, ni šans. No. Ne Ampak gre. jaz upam, da bo še kdo se upogumil, no, ker na koncu koncev. Nekdo bo čez 20 let na knjižnem sejmu na odru razlagal, da ni Božiča brez epizode o rimskih straniščih. Ja. Miha, naslednja epizoda bo ekskluzivno za Ja. podcast Od bita do bita. O čem? Naslednja epizoda pa bo o
živalih, ki živijo na severu oziroma na kakšnem polu, kakšne bolj te zimske živali, da se malo že gremo proti zimi. No? Prosim, naročite se na podcast Očka se pofočka in ga priporočite še komu, ki ima otroke. Ali pa tudi ne, so zanimive vsebine za vse. In naročite se na Odbito do bita in povejte še komu za podcast o sodobnih tehnologijah, ki zelo, 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 kot veste, močno vplivajo na družbo, v kateri živimo in na vse nas. Zato, ker Martina zraven sedi, jaz to vedno rečem, da ona sliši, živ žal rešuje življenja. To je stavek, za katerim stojim. Ja. Imamo prav platformo RTV Živ žal, v bistvu, kjer so vse risanke gor in tudi vse vaše stvari, to se pravi vse radijske, vse pravljice, vse radijske igre za otroke, vse je gor. To je igrišče, brezmejno igrišče, na katerem ni nič takega, kar bi otroke lahko zmotilo. Sprav si opisala YouTube Kids, ne, heca sem glasila. Jaz potrdim, da živ žal je the best. Ja. Hvala. Ne da best, rešuje življenje. Rešuje življenje. Hvala. Ja. Kako se otroci potem obnašajo, pa po navadnih risankah je neverjetna razlika. Nima veze. Samo rabiš študije, Ja. vidiš praktično. Ja. Hvala. Ja, Hvala. to je to. Miha, Martina, res hvala, da ste prišla. Hvala za Se povabilo. vidimo naslednjič v Hvala. radijskem studiu v Odbiti do bita. Še pridete. O, z veseljem. Prideva. Hvala vam vsem, da ste Hvala. prišli. Srečno.